reševanje in izkušnja. Zdaj ne bo nič manj zanimiv, čeprav nas je poletje očitno malo posrkali vase. Z nami je danes Janko Kočevar, ustanovitelj in direktor podjetja Aragon, eden od partnerjev naše poletne šole in dolgoletni sodelavec, ki pravzaprav s svojim znanjem zelo intenzivno pomaga tudi na področju izkušnje. Za izkušnjo je izjemno pomembno poznavanje uporabnikov, njihovo obnašanje, njihove navade. Kakšna so na tem področju orodja in načini in kakšni so učinki na izkušnjo, o tem nam bo danes razlagal Janko, tako da Janko, štart. Hvala. Še enkrat prav lepo pozdravljeni. Danes se bomo ukvarjali pravzaprav z raziskavami, zato bom jaz malo od širšega kožemu prišel. Malo boste z mano, verjetno se ne srečujete vsi vsak dan z raziskavami v tolikšni meri, kot kakšni kolegi, ki tlele sedijo. Tako da bomo malo pogledali, kaj pravzaprav je širši frame raziskav, pogledali, zakaj pravzaprav ta beseda segmentacija, kaj pravzaprav z njo hočemo narediti, videli, kako to izgleda v realnosti, kako izgleda ena segmentacija, ki je naše podjetje upravlja za Simobil, in videli, kaj vse se da pravzaprav s tem narediti. In mogoče končamo tudi z razmislekom, kaj nas še čaka, kajti ena od stvari, ki pač velja za customer experience, je, da je to neko potovanje brez cilja. Ne morete reči, da smo pa vse obvladali, zdaj imamo pa vse porihtan. To je ongoing proces in z tega vidika je tudi zvika, kaj mi kot raziskovalci lahko prispevamo tle še veliko novih reči. Zdaj, samo tržno raziskovanje pravzaprav je, mogoče probamo ilustrirati s temle filmčkom. In kaj je njegova zgodba? A se kaj vidi? Mr. Draper, Mr. Romanov, you both seem more relaxed than I expected. You have some kind of surprise for the tobacco people? Do my own research. If you're planning to continue with medical testimony, you'll only be inviting further government interference. We must police ourselves. There's your slide. The medical thing is dead. We understand that. Yes, dead, an apt choice of words, considering the public is convinced that cigarettes are poisonous. If we can't insist that they're not, I believe my most recent surveys have provided a solution. We can still suggest that cigarettes are part of American life, or too good to give up. Or most appealing, an assertion of independence. So basically, if you love danger, you'll love smoking. You could put a skull and crossbones on a label. I'd love it. Before the war, when I studied at Adler, Indiana, we postulated that what Freud called the death wish is as powerful a drive as those for sexual reproduction and physical sustenance. Freud, you say? What agency is he with? So we're supposed to believe that people are living one way and secretly thinking the exact opposite? That's ridiculous. Let me tell you something, Miss Gutman. Doctor. Dr. Gutman. Psychology might be great at cocktail parties, but it so happens that people were buying cigarettes before Freud was born. Just give me the damn report. I think you'll find it very convincing. Oh, I'm sure I will. You're the one who found all our medical testimonials in the first place. It's true, Mr. Draper, but Has anyone else seen this? of course not. It's your account. Good. I don't want to hear about it anymore. I'm sorry, I just found your whole approach perverse. Good luck at the meeting. I'm sure it'll be a quick one. Tole je klip iz Mad Menov. Pri nas med raziskovalci zelo popularen, zato ker če ste opazili, poročilo je šlo v smeti direkt. Danes, kdo z Lune tle? Okay. Sporočilo, ki je pravzaprav zelo pomembno, pa je, da ne samo advertiserski ljudje, kdorkoli pač ignorira signale, ki jih dobiva z trga, je pravzaprav zelo nevaren general, kot je rekel tale guru samih oglaševalcev, David Ogilvy, človek, ki je že ravno v času Mad Menov koval svoje zamisli in ideje na takle način. Skratka, to, kar pravzaprav raziskave počno, so, da dajajo signale z trga, razlagajo, kaj se dogaja in nam omogočajo
Da, tehnika narodu. To sem jaz kaj naredil ali se upravičujem. Mogoče, da pravzaprav si pojasnimo, kaj se na trgu dogaja. Raziskave imajo zato to svojo opisno, deskriptivno funkcijo, imajo diagnostično funkcijo, kaj je narobe, imajo funkcijo napovedovanja, kaj se bo zgodilo. Najbolj znana funkcija napovedovanja, ki je pri nas žal poznana, so tiste nesrečne volitve, kjer vsi ponovadi zgrešijo za toliko procentov, da skoraj kot vremenarji. No? Ampak, okej. To je pač en primer napovedovanja, ampak gre pa pač za nek sistematični vpogled v ciljno skupino, posamezne blagovne znamke, s preprostim ciljem maksimizirati vse aktivnosti, ki jih podjetje, ki upravlja svojo blagovno znamko, pravzaprav upravlja, tako da ima učinkovit marketinški splet in komunikacije. Okay. Čist na kratko, same raziskave grobo zmeri delimo na dva pola, kvalitativne pa kvantitativne raziskave. Zdaj, te dva pola sta že počasi ali pa na srečo zgubila neko distinkcijo. Zdaj, jaz sem na sceni že kar nekaj let, pa nam v kok, ampak še v času, ko sem jaz bil še velik začetnik, so to bile specializirane firme. To ni bilo, ko sem prišel, ne vem, enkrat prvič na en ESOMAR, so me sprašvali, si kvalitativca, si kvantitativca, sem razumel, kaj hoče povedati. Ampak v bistvu je bila fora ta, da so bile pravzaprav te firme lahko celo zelo ločene fizično in je mogel naročnik, če je hotel prešteti, koliko strukturne deleže ali kaj takega je thenji v raziskovalnem podjetju, če pa hotel razumeti, kaj, zakaj, malo tistega psihološkega hokus pokusa iz klipa, ki ste ga slišali, kaj stoji od zadaj, zakaj ljudje nekaj počno, je kajenje res skriti death wish ali kaj takega, je bilo pa treba iti v drugem podjetju. Ampak bistvo cele zgodbe je, da se danes pravzaprav večina projektov na nek način že prepleta. Mi sami kot raziskovalci imamo že včasih težavo razložiti naročnikom, da pravzaprav vse skupaj mešamo, ne? Ker vsak pristop ima svoje prednosti in slabosti. In kasneje, ko boste videli, ali pa domete, če raje tako rečemo, kasneje, ko boste videli rezultate, boste videli, da smo tudi pri tej segmentaciji, ki smo upravljali za Simobil, uporabljali več različnih pristopov. Ampak zelo na kratko, kvalitativne ne bi bolj odgovarjale na zakaj, kako, na kakšen način, kaj stoji zadaj, kvantitativne ne bi bile pa bolj štetje v tem smislu, koliko strukturni deleži. Ene se upravljajo na manjših vzorcih, drugih na večjih. Vzorci sicer dramatično padajo, včasih, ko so se delali vzorci 1000 ali več, kot priporoča ESOMAR, so pač že malo minili, ampak okej, še zmeraj rabimo neko kritično maso ljudi in različne tehnike, ki jih uporabljamo pri tem. Če pogledamo z drugega zornega kota, zakaj rabimo raziskave? Raziskave rabimo v bistvu za zasnovo, za koncept, kaj bomo sploh počeli, kako bomo to počeli. To so tipične insight raziskave, segmentacija, ki jo bomo videli en lep primer tega. Potem za sprejemanje konkretnih odločitev. Ponovadi so tako ali pa drugače povezane z testiranjem, testiranje percepcije, testiranje pozicije, testiranje nekih kreativnih rešitev ali pa testov različnejših okusov. Zdaj, v vaši branži zelo težko rečemo, da bomo testirali paket, podobno kot test okusov, imamo pa zato conjoint, lani smo govorili o njemu, kot način, kako lahko pravzaprav zberemo zelo zanesljive podatke o preferencah potrošnikov, recimo po paketih na trgu mobilne telefonije. Tretji sklop, kamor lahko nekako šolsko, če hočete, uvrstimo raziskave, so pa pravzaprav upravljene, neke sorte, jaz sicer ne maram besede, ampak KPI, se pravi, da zbiramo neke indikatorje, ki nam povedo, a hodimo po pravi poti, a dosegamo tiste neke cilje, je trend pravilen, tako da lahko evalviramo uporabniško izkušnjo, tega se veliko dogaja, učinkovitost oglaševanja, vrednotenje blagovne znamke. Skratka, podjetja, vaša in seveda tudi mnoga druga, želijo vedeti, kaj se pravzaprav dogaja. Day-to-day job je eno, ampak vse veste, če stojiš preblizu drevesa, ne vidiš gozda. Naša naloga je pravzaprav, da rišemo bigger picture, da povemo, kaj se pravzaprav dogaja za blagovno znamko in za produktom na trgu, kakšna je preferenca za blagovne znamke in kaj so recimo tipične ciljne skupine, ki so zanimive za nas. Tako da, če malo skočimo naprej, torej kaj pravzaprav hočemo narediti s segmentacijo?
Ključna ambicija vsake segmentacije pravzaprav je, kako približati blagovno znamko uporabnikom ali pa potrošnikom. Če to prevedemo na današnji problem, segmentacijo, uporabniška izkušnja seveda ni enovita. Vsak uporabnik pravzaprav potrebuje svojo izkušnjo, ima svoje pričakovanja in svoje zahteve. V Sloveniji bi se reklo, da pravzaprav segmentov je 2 milijona, približno, to kot pač nas je. Seveda se s tako segmentacijo kaj dosti ne da pomagati, ker 2 milijona segmentov nismo nič segmentirali, ampak če hočemo seveda svojo blagovno znamko kakor toliko približati ciljni skupini, da jo moramo razumeti, kakšna je ta ciljna skupina in moramo seveda tudi razumeti, kako smo se mi, ki se poskušamo predstaviti tej ciljni skupini, razlikujemo ali pa smo si podobni naši konkurenci. To je pač dva teorema sta, če hočete. Prvi je seveda poznaj svojo ciljno skupino in drugi je seveda upoštevaj kontekst, upoštevaj to, da ni vsaka diferenciacija, če hočete, sama po sebi zadostna. Jaz imam anekdoto iz začetkov Simobila, ne vem, koliko vas je bilo zraven takrat, ampak ko je Simobil prišel na slovenski trg, pravzaprav je prodajal svežnje. Mobitel je imel paket, na Simobilu so se pa takrat odločili tisti ljudje, ne vem, če so še zraven, da se treba diferencirati. In so rekli, mi pa prodajamo svežnje. Kaj se je zgodilo? Ljudje niso razumeli, kaj zdaj Simobil prodaja. Če je tisti, ki je prvi začel za storitve ural ljudi naučil, da ko kupiš telefonsko storitev telefonskega mobilnega telefoniranja, kupiš nek paket, zakaj zdaj oni svežem prodajajo? Ampak šlo je čisto za besedno igro in poskus diferenciacije. Take diferenciacije ponovadi potem v življenju vidiš, ne pijejo vode. Pač zakaj bi zdaj iskali diferenciacijo na nečem, ker je pravzaprav nam konkurent naredil uslugo, ker je že naučil ljudi, kaj je zdaj ta beseda, ko jo daš beseda paket, ko jo daš v kontekst mobilne telefonije, kaj pomeni. Se pravi, ni neka škatla za mašnico, če govorimo o kontekstu pošte ali pa daril, ampak je pač paket, ki obsega toliko in toliko minut SMS-ov, kaj več pa takrat mislim, da ni bilo. Torej, diferenciacija sama po sebi ni zadost, se pravi, da samo nekaj drugače poveš, ampak seveda mora imeti nek kontekst, ki je smiselen. In recimo, primer, ki sem vam govoril, je ilustracija točke uniformnosti. Zakaj bi mi govorili in ljudi učili drugačno leksiko in drugačno učenje, da se drugače učijo o naši storitvi, če pravzaprav lahko tu izkoristimo, ker tle ni konkurenčne prednosti. Zdaj, nasploh segmentacija pravzaprav pomeni, da v tej množici potencialnih kupcev, uporabnikov naše storitve probamo najdati homogene skupine z nekimi značilnimi in med seboj ločujočimi lastnostmi. To je bistvo segmentacije. Trg ali pa tržni potencial pravzaprav predstavljajo vsi, ki imajo možnosti, torej in sredstva, predvsem sredstva in motiv, torej željo, potrebo po temu, da bi nek določen izdelek ali pa storitev uporabljali. Vendar pa seveda vemo, da si niso vsi jasni, enaki in zdaj jih moramo razdeliti. In tle imamo pač več različnih pristopov, ampak bistvo tega je, da pravzaprav, ko to množico razdelimo, maksimiziramo naše trženjske napore, lažje prilagodimo svoje izdelčne ali pa storitvene splete in to posledično pravzaprav pomeni, ker ima vpliv na celotno procesiranje, da izboljšujemo, povečujemo customer experience efekt. Ker kaj je v bistvu customer experience bottom line je, da ljudje imajo občutek, da pravzaprav jih tisti, ki jim nekaj prodaja, tisti, ki jih nagovarja, tisti, ki oblikuje produkt ali storitev za njih, da jih pozna. Vsi poznate iz svojih nakupnih izkušenj, da včasih pridete v neko trgovino, pa rečemo spet čevlje, pa se vam zdi, da je pravzaprav bila odprta prav za vas, lahko pa pridete v eno drugo trgovino, pa vas bog ne cena, ne nič ne bo prepričal, da karkoli kupite. Skratka, način, kako se te stvari podajajo, kako vas nagovarja prodajno mesto, je ekstremno pomembno. Zdaj, načini segmentacij so načeloma najrazličnejši možni, ampak mi smo danes ukvarjali z zadnjima dvema.
Geografska segmentacija v Sloveniji malo smešno zveni, ne, ker pač, kaj zdaj. Naš trg je Štajerska in drugam nam ogleda. Mimogrede, vendar je geografsko segmentacijo uporabljala Vega. Ne? Če se spomnite, ali pa če vas jaz spomnim, Vega se je odločila, da bo pokrivala urbana središča in avtocestni križ. To je bila njihova geografska segmentacija in da bo pač jedro njihovih kupcev na slovenskem trgu mobilne telefonije bojo predstavljali ljudje. To jaz kaj delam? Ne. Ljudje, ki pač so urbani, živijo v teh urbanih centrih in sem pa kje se vsedejo v avto, pa grejo en drug urbani center po avtocesti. Tako nekako so si oni predstavljali in del te njihove zgodbe neuspešne je bilo tudi to, da so pravzaprav uporabljali geografsko segmentacijo na trgu, ki te geografske segmentacije preprosto ne prenese. Najbolj znana segmentacija je demografija. Ne? Če se kdo kdaj ukvarjal z zakupom medijev, tipično je, zmeri imate po 5 let, od 15 do 20, pa od 20 od 21 do 26, pa tako naprej, no. Po letih, pa po spolu in tam lahko rečeš, ok, jaz bi pa rad naslovil to ciljno skupino in rad bi moje sporočilo morajo videti stari tok in tok, tega in tega spola, pa mogoče kdaj še kakšen dohodek ali pa faza družinskega cikla. Življenjsko-stilna psihografska segmentacija je že malo bolj zakomplicirana. Upoštevamo neko osebnostne lastnosti, stališča, vrednote, predvsem pa življenjski stil, hobiji, interesi. Smo družba, ki pravzaprav ima, kjer je služba oziroma job, kot se temu reče, pa tej nekaj, je enako pomemben kot ležer, prosti čas. Sociologi se že leta ukvarjajo s tem, kako pravzaprav se sodobna, če hočete, zahodna civilizacija pravzaprav ukvarja s tem, kako izenačiti oba pola. In življenjski stil skozi neke hobije, interese, medijsko konzumpcijo in potrošnjo pravzaprav v veliki meri pove veliko o nekih preferencah in odnosu do blagovnih znamk. In zadnja tipična segmentacija pa je pa ta vedenjska, pri čemer je vedenje ozko mišljeno kot način uporabe izdelka ali storitve. Se pravi, ne gre zdaj za to, ali sem jaz, ne vem, vedenjsko gledano, ne vem, ekstrovertiran ali karkoli drugega, veliko maham z rokami, tako kot zdaj, ali hodim brz kuklast ali ne vem kaj, ampak gre za to, kako se vedem, ko uporabljam izdelke in storitev, v kolikšni meri intenzivnost uporabe, kako pogosto, ob kakšnih priložnostih, koliko sem lojalen izdelku ali pa storitvi in katere koristi pri izdelku in storitvi so mi pomembne. To pa ima neke svoje konkretne posledice, zaradi katerega pravzaprav vam vse to razlagam. Demografska segmentacija je zelo fajn, ker najlažje jo povežeš s CRM bazami, ali pa najlažje je tudi razumljivo, ni težko reči, ne vem, ženska, 25 do 35, brez otrok, pralala, vsi si nekoga predstavljajo. Ne? Malo težje je reči, ja, navihana gospa, ki pravzaprav rada potuje po svetu. To je lahko marsikaj. Ne? Skratka, demografsko segmentacijo zelo lažje povežemo s CRM-jem, zelo lahko jo uporabljamo v medija planiranju, v nekem predstavljanju, zelo težko jo pa pravzaprav povežemo z motivi, zakaj se nekaj uporablja, kako pogosto se uporablja, kaj so cilji, ki jih nekdo, ko uporablja izdelek ali storitev, uporablja. Medtem ko druge dva pola, če hočeta življenjsko-stilna in pa vedenjska, sicer odgovarjata na ta izziv, vendar pa v zadnji nimata tako trdne povezave z nekimi podatki, ki obstajajo ponovadi prek CRM-ja. Se pravi, da če sem prej rekel, ja, zelo lahko je targetirati gospod tok in tok let, je, no, da mi pa targetiri segment, ki smo mu rekli, ne vem, easy drinkersi. Fantje, ki spijajo 2 piva na teden, pa to ponovadi tako ob 9 zvečer. Ne, težko ga je targetirati, težko ga je povezati. Pač lahko so marsikaj, vse, kar so nam dal pametne informacije, da so moškega spola. Ne. Lahko so pa stari od 18 pa do ne vem koliko. Tako da
tukaj ta problem je pravzaprav tisti challenge in izziv, ki smo ga mi pravzaprav sprijeli ali pa začeli iskati rešitev, in rešitev je arhetipska oziroma obrnjena segmentacija. Zdaj vam bom probal na hitro se malo razložiti, kaj je, ampak ideja vam je verjetno že malo jasna. Hoteli smo pobrati najbolje iz obeh svetov. Hoteli smo vedeti, kaj so motivi, kaj so načini, kako se uporablja mobilna telefonija, kaj so neke te vedenjske spremenljivke, ki ljudi spodbujajo, ampak nismo se pa hoteli odreči povezavi z vašimi bazami, s CRM-jem, nismo hoteli smo imeti segmentacijo, pri kateri pravzaprav vsak vaš uporabnik ima lahko svojo oznako, v kakšen segment paše. In zdaj, če gremo na kratko povedati to, kar sem že malo rekel. Arhetipska segmentacija pravzaprav pomeni, da združimo oba svetova. Stališča glede povezana in motivi v povezavi z uporabo mobilne telefonije in podatki iz vaših baz pravzaprav so skupni input za to, da naredimo analizo. Pa da je nekaj. A to je to? A to je to? No, držimo pesti, da smo zmagali. Dobro, ok. Sprav, kaj smo v bistvu hoteli narediti? Namesto običajne segmentacije, kjer je pač tipičen predstavnik segmenta, nekdo, ki je nekako na sredini tega oblačka segmenta, v katerem je, in v našem primeru, če imamo segment rockerjev, bi to potem takem lahko bil Mick Jagger, ker je pač v bistvu nekako nesred, malo je tak, malo je tak, malo je tak, malo je tak, vsega skup, ampak v bistvu je ta prav rezultat segmentacije Keith Richards. On je tisti tipičen predstavnik segmenta, on je arhetip segmenta. Njemu poskušajo biti podobni, ne? Ok, Mick Jagger je zaradi denarja, ampak vse ostalo pa je že druga zgodba. Ampak Keith definira rock'n'roll kredo, definira, kaj je rocker, definira stil življenja. Ok, on je preživel, eni niso, ampak v redu. Če pustimo ob strani to, ampak on je pravzaprav arhetip. Je nekaj, kar pravzaprav najbolj opredeli rock'n'roll segment. In ko rečete, on je rocker, ne mislite unga, v vijolčastih hlačah ali kako še zmeri skače gor pa dol, ampak mislite njega. On, ki s kitaro komaj stoji, pa mogoče ga še podpirajo na odru, ampak še zmeri pa igra nekaj, kot da bi šlo za življenje ali smrt. To je v bistvu tipičen arhetip in on je tipičen pravzaprav tisti predstavnik segmenta, ki ga iščemo. Se pravi, dobili smo na ta način arhetipe uporabnikov, pa to nisem jaz. Lahko še zašraufam. No. Lahko dobimo torej, arhetipe uporabnikov, ki imajo različne uporabniške stališčne profile in različne demografske lastnosti. Se pravi, da so operativno, da jih lahko povežemo z CRM bazo in da jih lahko navežemo na konkretne marketinške ukrepe podjetja in da lahko pravzaprav na vsakem od njih posebej gradimo segmentu, govorim arhetipu posebej, lahko gradimo neko uporabniško izkušnjo. Zdaj bomo malo pogledali, kaj to pravzaprav v praksi dejansko pomeni. Ok, se pravi, iskali smo pravzaprav pri vas, nismo iskali Mick Jagger, ampak smo iskali Keith Richardse. Iskali smo segmente, ki pravzaprav predstavljajo ključne arhetipe, neke, če hočete, malo banalno rečeno, alfa samce vsakega segmenta. Ok, zdaj sem pa že tečen. Zdaj ne vem, koliko od vas je pozna imena ali pa je že kaj videli na temo, ampak bomo kar preskočili tole, bomo takole pogledali. V praksi tole izgleda tako.
Mobilna telefonija v Sloveniji, po podatkih sicer 2 leti stare segmentacije, ima 2 velika segmenta, poimenovana safe players oziroma začetniki, easy lifers oziroma brezskrbneži. To je približno 50% populacije. Pa bomo malo kasneje pogledali, kaj pravzaprav to posamezen segment arhetip pomeni. Potem sta še 2, ki sta predstavljata roll-on segmenta, ki pravzaprav predstavljata neke sorte prihodnost, vizionarji oziroma Infowars in družabneži netizensi. Infowars je, ker so neke sorte informacijski džanki, poskušajo imeti čim več informacij, netizensi, družabneži, zato ker jih izjemno opredeljujejo socialna omrežja. Potem imamo pa še 2 manjša segmenta, trendcatcherje, trendovke in profesionalce, sprav goalaimerje, segmenta arhetipa, ki pravzaprav imata zelo funkcijsko naravnano svojo uporabo mobilne telefonije. Kje se razlikujejo? Okay. Razlikujejo se po intenzivnosti in obsegu komunikacij. Vizionarji in družabneži so tisti, ki zelo intenzivno komunicirajo in tu zelo intenzivno uporabljajo najrazličnejše komunikacijske platforme in jim je voice in SMS že zdavnaj premalo in preslabo. Medtem ko imamo na levem polu brezskrbneže in začetnike, ki so pa pravzaprav ta klasična, če hočete, mobilna telefonija, prispodoba, ja, ni mi treba vleči za sabo telefonske govorilnice, imam jo namreč v žepu. Trendovke in goalaimersi oziroma profesionalci se uvrščajo tle nekje vmes, znajo sicer bolj intenzivno komunicirati kot začetniki in brezskrbneži, vendar pa so precej še stran od vizionarjev in netizenov. Če pogledamo, kako uporabljajo funkcije mobilnega telefona, imamo 2 glavni vsi. Online, offline in utilitarnost ali zabava. Kaj zdaj hočem imeti? In brezskrbneži oziroma easy liferji so tisti, ki so offline in jih tipično zanima samo zabava. Njihov tipičen način uporabe telefona je imeti gor igrico, po možnosti že prenastavljeno in je to. Več ne rabijo. Sudoku ali karkoli že to je. Tudi začetniki se zelo radi s telefonom ukvarjajo offline in njim pravzaprav je recimo tipična aplikacija na nek način takrat bila kakšen memo, note, samo sebi napisati, ne pozabi na to ali pa kaj takega, opomniki skratka. Na drugi strani imamo vizionarje, Infowarse, ki so online in izrazito utilitarni. Kot sem že rekel, Infowarsi izrazito iščejo neprestano informacije. Moja prispodoba za njih je, da so to ljudje, ki so pozabili tipko, ko so nakupili nov televizor za teletekst in pač zdaj to uporabljajo telefon kot neke sorte svoj teletekst. Včasih smo res imeli ta segment teletekstovcev. Medtem ko je segment netizenov ta pravzaprav najbolj advanced v tem smislu, najbolj inkorporiran v paradigmo social medije, segment, ki pravzaprav je skozi online in pravzaprav uporablja socialna omrežja, tudi gaming uporablja zelo intenzivno in so v online. Trendovke in profesionalci so nekako vmes. Ok, zdaj trendcatcherke so mačkam bolj online, medtem ko pravzaprav profesionalce bistveno bolj zanima funkcija koledar, funkcija mail, funkcija opomnik, kot pa karkoli drugega. Se ne ukvarja toliko niti z informacijami, kaj šele z gamingom. In če gledamo, kaj je njihov ključen motiv, kaj jih spodbuja, kaj vidijo pri telefonu, da je že deli. Imamo 2 segmenta, ta največji segment, skupaj segment, skoraj polovica pravzaprav vidi v telefonu varnost. To so ljudje, ki se ne počutijo varno, če telefon pozabijo. Pa ne zato, ker bi se počutili ogroženega zaradi okolja, ampak je pač ta paraplegična, kako že se reče, funkcija telefona, podaljška našega telesa, nekaj nam manjka. In se zelo neugodno počutijo in predvsem ta nekaj mi manjka je
povezan z strahom. Kaj pa če se je komu kaj zgodil, pa ne bom dosegljiv, kaj pa če se meni kaj zgodi, pa ne bom dosegljiv. Sprav, da že malo tudi nakazujemo, da kam pašejo recimo po starosti. Na drugi strani spektra imamo infovore in netizene oziroma vizionarje in družabneže, ki so z vidika komunikacije in trženja storitev mobilnega cele storitve mobilne telefonije najbolj zaželeni segment ali pa, če hočete, najbolj seksi, bom to besedo uporabil pa. Okay. Namreč, to so ljudje, ki so bili perjanica v njih, ki grejo, pa si kupijo iPhone, pa hoče imeti Nobel telefon, pa ne stane krče, ki pravzaprav z svojim nakupom prepovedujejo pravzaprav, kaj so, kakšen življenjski slog imajo in kakšen status imajo. Z vidika trženja je to najbolj zaželena ciljna skupina. Njim se da marsikaj prodati. Ampak podobno imamo zgodbo pa vendarle na malo drugačen način po profesionalcih in trendcatcherjih. Trendcatcherji imajo eno zanimivo zgodbo, ali pa catcherke imajo eno zanimivo zgodbo. Takrat, ko smo to delali, smo imeli relativno visoko penetracijo pametnih telefonov, ampak nobena ni kaj dosti uporabljala funkcij pametnega telefona. Bil pa je statusni simbol, se pravi, nočejo zaostajati za temi vizionarji in družabneži, ampak uporaba telefona, pametnih funkcij telefona takrat je bilo še zelo omejeno. Medtem ko profesionalci, tle je treba vedeti, tle je poln segment pogosto obrtniško naravnan. Ljudje imajo sicer telefon, vendar nimajo časa se ukvarjati z internetom in ne vem čem, hoče biti pa skozi seveda online oziroma dosegljivi, on air, bi mogel reči, in ga uporabljajo za organizacijo svojega dela, sodelavcev, sebe, sodelavcev in svojega zasebnega življenja. In tako da njihov motiv ključni je pravzaprav ta, da so zmeri nekak prirok, da omogočajo neke sorte produktivnost. In tudi pri trendovkah je značilno, da to pomeni, da je moj socialni svet vedno tle, vedno lahko pošljem SMS, lahko pokličem kogarkoli in pravzaprav se lažje zorganiziram. Sama aplikativna vrednost te arhetipske segmentacije se kaže na temu, da ko začne spet delati, da pravzaprav lahko oblikujemo produkte in storitve prilagojene segmentom, arhetipom, da jih lahko prilagodimo uporabniškim segmentom in na drugi strani, ko pripeljemo zraven še komunikacijski ton in stil, se lahko pravzaprav vidijo, kaj so, kaj počnejo v prostem času in kaj so njihove ikonografske blagovne znamke. Se pravi, ko to združimo z podatki in dobimo pravzaprav neke sorte nadgradnje. In to smo tudi naredili. Se pravi, če smo zdaj gledali pravzaprav, kaj počno in kaj jih motivira, kaj počno na trgu mobilne telefonije in kaj jih motivira, bomo pa v naslednjem koraku pogledali, kaj pa pravzaprav je komunikacijski ton in stil. Zdaj, preden vam to pokažem, ena čista aplikativna zadevca, ki se izvaja pri vas, vi pogledate, kakšne so migracije segmentov, mi tudi malo pogledamo, pa se delamo, da vse razumemo, čeprav ni čisto res, ampak okej. Ampak kaj je pravzaprav za nas, kot raziskovalce, je tle bistvena informacija, kam migrirajo segmenti? To je pravzaprav bistveno vprašanje. Ena stvar, ki je zelo zanimiva in je v bistvu za nas, naše pojasnilo je, da govorimo o recesijskem, če hočete, vedenju potrošnikov v mobilni telefoniji, da pravzaprav ljudje downgradeajo svojo uporabo, zožajo svojo uporabo. Tipičen način je, da zmanjšajo dato in padajo iz trendcatcherjev ali pa go-lamerjev, pa zapadajo v segment safe playerjev. Se pravi, da če hočete svoj telefon nazaj zreducirajo na tisto napravo za klice in SMS-e. To je čisto recesijski trend, ker drugače imajo pravzaprav
te naše arhetipi neke sorte čist razvojno, difuzno, če hočete, vlogo. Ne, če si predstavljate, začnete tako zelo safe playersko, se pravi, ok, ne vem, kaj je to, malo pogledam, važen je, da znam poklicati, potem gre malo bolj na easy, sem malo že bolj sproščen, mogoče tudi tarpu malo večji, potem poskušam iz telefona narediti napravo za delo, na koncu pa pravzaprav ali pa za povezovanje z svojo družbo, na koncu pa postanem pravzaprav že čisto odvisen od svojega telefona in spremljam, ne vem, kaj se dogaja v svetu, ne samo pri prijateljih, pri službi ali kjerkoli, ampak mi je telefon pravzaprav nekaj, kar je računalnik, televizor, radio, časopis, pa še kaj hkrati v rok. In ta cela krivulja je imel pravzaprav en tak svojo razvojno dinamiko. Zdaj, ne trdim, da bojo vsi safe playeri nekoč ratali infovori, ampak veliko, posebej mladih, pa vendarle hodi po tej poti. In tisto, kar se nam zdijo pač seveda najbolj zanimive so te migracije in recimo migracije, ki se dogajajo, kje se zgublja, pri katerih segmentih. Zdaj, cinično rečeno, seveda, noben uporabnik, ki ga si mobil zgubi, ni dobro, da ga zgubi, ampak če se zgubljajo safe playeri in easy liferi, je to vendarle po svoje dobra novica v slabi novici. Ker ti zgubljamo segmenti, ki načeloma niso prvič težko, ni jih tako težko spet nazaj dobiti, drugič pa, ker niso tako zahtevni, to pomeni, da odhajajo zaradi cen. Že nekaj. Ne zaradi tega, ker bi mi nudili izjemno slabo uporabniško izkušnjo ali pa ne imeli konkurenčnega proizvoda ali pa ne imeli konkurenčne ponudbe. Ok. Skratka, segmentacijo, ko smo rekli, smo šli nadgrajevati. In tle smo uporabili eno zelo zanimivo tehniko, ki izhaja iz predpostavke, da pravzaprav ljudje sami sebe zelo težko napovedujemo. To je, zakaj je napovedovanje skozi raziskave pravzaprav ena bolj zahtevnih nalog. Zelo dobri smo pa, kadar ocenjujemo ravnanja drugih. In ta raziskovalni pristop se imenuje Wisdom of the Crowds oziroma modrost množic. To finto, če hočete, smo mi v bistvu uporabili na ta način, da smo v bistvu formirali neke sorte avatarje teh naših segmentov. In v bistvu smo potem rekrutirali ljudi in smo rekli, dobro, predstavljajte si tega in tega človeka s takimi osnovnimi lastnostmi, kaj vse bi on počel, kako bi to počel, kaj bi pravzaprav bil njegov opis, kakšen je njegov življenjski stil, kakšne so njegove ikonografske blagovne znamke in tako naprej. Torej, predvsem smo se torej osredotočili na to, kako uporabljajo mobilno telefonijo in njihov življenjski stil in takole so prišli teli arhetipi. Zdaj, imena so pač nekako poljudno izbrana, ampak izbrali so jih ljudje sami. To ni, da bi zdaj mi rekli. Ampak za tipičen primer začetnika oziroma safe playerja je bila izbrana Jožica. Brezskrbnejši je bil nek Istok, profesionalc je bil Peter, slike so sami izbrali ljudje, trendcatcherka je ratala Jana, na naše veliko veselje, ker je ena sodelavka, čist tipičen trendcatcher v hiši in seveda je bil urban vizionar. In če pogledamo, kako to pravzaprav izgleda, bomo pogledali samo dva avatarja oziroma profila, kaj je rezultat. Tako si predstavljamo, oziroma to so pravzaprav naši safe playeri. Predvsem je orodje komunikacij, stik z najbližjimi, družino, prijatelji, klici, SMS-i, telefon je lahko starejši in je preprostejši model. Imamo jih pa, tista rdeča črta pravzaprav pomeni, da jih imamo mi v svoji bazi, gledano absolutni delež manj, kar je pravzaprav dober znak, vidite pa, da jih je veliko pri Easy mobilu, strukturno gledano, jih je največ pri Easy mobilu. Predstavlja pač svoj delež.
kaj je pravzaprav življenjski slog safe playerja? Izleti, gledališče, veliko zanimanja za neke prostovoljne dejavnosti, seveda gospodinjstvo, branje knjig, blagovne znamke, ki so arhetipske, ki so tipične, ki so najbolj zaželene ali pa s katerimi se najlažje začetnik poistoveti, so nekako brendi, ki so na sceni že 30-40 let, so nekako na nek način celo domači. Vidite, da je tam noter Nesrečna Mura, pa Fruktal, Kokta, Renault, Gorenje. Renault se dostkrat percipira kot naša domača blagovna znamka. Neke želje, ki so kolo, križarjenje, pralni stroj, imeli so namreč nalogo, ok, kaj pa, če se dobite nekaj denarja. So pa začetniki zelo zanimivi zaradi tega, ker najmanj verjetno je, da bojo kogarkoli priporočili. Oni se držijo svoje izbire in menijo, da vsak more priporočiti si za priporočilo zmisliti nekoga drugega. Mislim, si mora najti svoje vire, ne pa da bojo oni solili pamet, kot oni tako radi rečejo. In popolno nasprotje je Infovor oziroma Vizionar, ki je ponovadi mlajši, moški srednjih let, hoče imeti telefon z obilico tehnologije, Bluetooth, Wi-Fi, uporablja najrazličnejše aplikacije, igrice, instant messaging, zanima ga lokacijske aplikacije, ki temeljijo na lokacijskih funkcijah in podobne zadeve. Kot vidite, so črte rdeče ravno pri virtualnih operaterjih. V vsi mobilovi bazi pa jih je malenkost več, kot je sicer povprečje. Tipična življenjsko-stilna podoba vizionarja je zelo aktiven lifestyle, obiskovanje koncertov, športnih dogodkov, veliko se dogaja na najrazličnejših popotovanjih, velike zabave in druženja s prijatelji. Tukaj najdemo že digitalne brende, kot je LinkedIn ali pa Facebook. Veliko želja je povezanih z nekimi gadgeti in napravami, ki zahtevajo relativno visok finančni vložek. Praktično pa ne gledajo televizije, kar pomeni, da jih je zelo težko dobiti skozi klasične oglaševalske kanale, so pa izjemno pogosto prisotni v družabnih omrežjih in podobne stvari. Živijo. Ne bo šlo, ker imam ja. Jaz imam ključek. Ja, ne bo šlo, ker je prezi. Ne vem pa, zakaj to dela. Verjetno tale z vhodom z računalnikom. Moj vhod. No, ampak vse smo že na zadnji tretjini, tako da. Glavno, če rabite, imate ključ. Ok, hvala vsem za prijaznost. Dokler se vrne nazaj, ne bomo podirali, ker če vam zdaj kopiram tole na drug računalnik, bomo še 2 uri tle. Kolegi iz agencije GFK smo z našo pomočjo delali pomembno stičnih točk in to se mi zdi, da je zelo fajn projekt, ker je pravzaprav zaokrožil celo logiko posameznih segmentov. Začetniki poslovalnica, prodajno mesto je za njih alfa in omega. To je daleč najpomembnejša stična točka, ki jo imajo lahko z svojim operaterjem in takrat, ko pridejo tja, pričakujejo pravzaprav res veliko. Nimajo pa nobenih drugih informacij praktično, oziroma zelo malo, ok, easy liferji so na easy, njim se niti v štacuna ne da, oni, po domač povedano, oni bojo vse naredili na spletu. Pa dobro, no. Dajmo že nehati. Profesionalci, presenetljivo, pravzaprav na nek način, pri brezskrbnejših easy liferjih je tudi zelo pomemben word of mouth. Res jemljajo na easy zadevo, radi naredijo nekaj, kar slišijo, da bi bilo dobro narediti, ko govorimo o mobilni telefoniji. To so recimo te, ki migrirajo zato, ker je nekdo rekel, tam sem pa to dobil in je to zelo fajn.
potem grejo na spletno stran, prečekirajo, če ta zgodba, ki so jo slišali o pivu s prijatelji, drži in off they go, če se vse poklopi. Go-lamerji oziroma profesionalci so že majčkeno bolj zahtevni. Njihov ključen problem je čas. Zato je zelo pomembno, ko pridejo v poslovalnico, če pridejo, pričakujejo, da bo problem takoj rešen. Za njih je največja frustra, da jim rečeš, ja, lepo, da ste prišli, ampak to pa ne moramo tle urediti, pojďte nekam drugam ali pa to boste pa mogli nekaj tazga. To je nekaj, kar dobijo ošpice, zato ker pač njihova logika, telefon je moje orodje, jaz rabim, da moje orodje dela. Zato tudi podobno pričakujejo od klica. Če pokličajo, pričakujejo rešitev. In za njih je, če ni rešitev takoj tam, to nekaj najhujšega, kar se jim lahko zgodi. Zelo se orientirajo tudi najbolj pravzaprav od vseh segmentov na članke, ampak pazite, pri člankih govorimo o pozitivni publiciteti. Se pravi, radi preberejo dobro novico o svojem operaterju. Veliko dobrih novic, ne glede z katerega področja, ni mus, da so tehnično zelo pomembne zadeve. Tudi trendovke imajo podobno zgodbo, ampak za razliko od profesionalcev, pravzaprav so tle bliže začetnikom, ker ne znajo. In tudi nimajo volje ali pa zic ledra, zelo rade, če pride do težav, grejo v poslovalnico ali pa pokličejo hotline oziroma in klicni center in želijo imeti rešitev. Zato je tudi za njih word of mouth zelo pomemben. Se pravi, kaj pravijo drugi, tisti, ki jim pripisujejo, da vedo o trgu mobilne telefonije več. In potem pridemo do dveh segmentov, ki sta najbolj advanced, netizeni, spletna stran in socialna omrežja. Socialna omrežja, delamo eno raziskavo tudi o socialnih omrežjih, imajo lahko izjemno pozitiven ali pa izjemno negativen, destruktiven učinek, ko govorimo o percepciji omrežja, storitve mobilne telefonije. Znotraj tega segmenta je to kot gozdni požar. Lahko je en tweet, ki nekaj pluva in potem jih bo takoj se na tisto prilepili še 10 in vemo, da če se jih na tisto prilepih še 10 jih prebrali še nekaj 100. Ki so sicer tiho, pa tega ne povedo, ampak si pa mislijo svoje. Tako da socialna omrežja so ekstremno pomembna in obvladovanje v socialnih omrežjih je za njih ne samo z vidika negativnih novic, tudi z vidika pozitivnih novic, tle pa je dobra novica ta, da ima Simobil zelo dobro strategijo socialnih omrežij, kajti oni kompetenco, pa da je že nekaj, oni kompetenco ponudnika ocenjujejo tudi skozi to, kako se on pojavlja v socialnem omrežju. In zato netizeni pravzaprav tudi veliko dajo na word of mouth, čeprav pri njih je word of mouth vse, lahko je tudi digitalni word of mouth. Ni mus, da so samo, sem srečal prijatelja ali pa mi je znanec povedal ali pa je na družinskem srečanju nekdo podal mi svojo izkušnjo. In ko gremo naprej po spletnih točkah oziroma stičnih točkah, jasna stvar, Infowarsi so računalniško daleč najbolj pismena skupina. Za njih je pa internet tipičen, oni pa pričakujejo vse rešitve in vse informacije od spletne strani. Zelo so kritični do spletnih strani in zahtevajo od spletne strani zelo veliko. Zdaj imamo paradoks, imamo easy-liferje, imamo netizene in imamo Infowarje, vsi bi radi imeli zelo pomembno spletno stran. Oziroma vsi dajo velik pomen spletni strani, hkrati pa njihov nivo znanja in njihov nivo pričakovanja niti približno ni enak. Vizionarji, Infowarsi, kar bomo še malo kasneje videli, ne pričakujejo, so pravzaprav na nek način užaljeni, če jim poveš samo po sebi umevnost informacijo, kakor kaj, da misliš, sem ta klemar, da tega ne vem. Ta attitude je od zadnje. Medtem ko easy-liferji pa rabijo bolj didaktičen pristop, da ne govorimo o vseh ostalih, ki tudi vendarle sem pa kaj uporabljajo spletno stran. In tak paradoks je seveda zelo težko reševati in jaz upam, da ga bomo v nadaljevanju še reševali oziroma ga rešujemo. Poglejmo si pa en primer simulacije teh dveh najbolj različnih si arhetipov, kaj to pomeni, ko prijete na prodajno mesto. Najprej prije naša Jožica, ki nima pojma, kakšen mobilni telefon načeloma bi imela, ko vstopi na prodajno mesto. Pričakuje kompetentno informacijo o temu, kakšen telefon bo dobila. Pričakuje tudi, in zelo je strah overbuyinga.
Ne? Se pravi, če bo dobila telefon, za katerega se ji zdi, da si ponuja nekaj več, kot ona zares sploh rabi in da bo kupila preveč. Tega je bistveno bolj strah, kot če bo kupila premalo telefona, če ne razumete, kaj mislim. Se pravi, ne mi ponujati nekaj, kar jaz ne vem, kako bom uporabljala po ceni, ki niti ni toliko pomembno. Pomembno je ta cost-benefit fita. Ne? Zakaj sem kupila telefon, ki ima neke funkcije, ki jih jaz sploh ne rabim, pa čeprav cenovno, ne? Mogoče stane celo enako ali pa celo cenejši od unga, ki teh funkcij nima, ne? Ampak tiste funkcije so pol moteč dejavnik in pol je to overbuying. Skratka, ne govorim o cifri, ne? Govorim o aparatu per se, kaj ta aparat, kolikšen delež tega aparata bo izkoristila. Ne? To je pač podobna zgodba, vendar, ki gre v drugo smer. V beli tehniki, ne, poznamo fenomen pralnega stroja, ki mora imeti 70 programov. Čeprav jih v resnici, vsaj tako pravijo raziskave, porabljaš 5-6, če jih si že zelo advanced user. Ne? Ampak kombinacije pa vsaj med 70 in 100, ne, na tistem nesrečnem aparatu. Zdaj sploh, kar se tipka, pa ni več samo gumb. Ampak tukaj je zaželjeno, da ima presežek. Medtem kot tle je pa bih obratno. Nima zadeva 100 funkcij, če jih jaz rabim samo 10. Ker pol, ne glede na ceno, ki mi jo boste ponudili, jaz še zmeri delam overbuying. Potrebuje kratek nasvet, kako se poduči, kako se uporablja sploh ta telefon. Ampak Jožica seveda ne sme izpasti neumna, ne? To je zelo pomembno. To na prodajnem mestu, ker je to socialna situacija, potrebuje na nek način nasvet, ki je v bistvu user-friendly in ki ne aludira na to, da ona pravzaprav o telefonih bolj malo ve, razen tega, da je ponovadi on-off gumb, pa da na unga zelenega dvigneš, pa na unga rdečega odložiš. Ne? Pa mogoče še kaj vmes narediš. Ne? Se pravi, osnovni paket brez prenosa podatkov in stran od komplicirane terminologije. Čim so besede, ki se ne razumejo, je to tista nevarnost, ko sem že rekel, overbuying. Jaz ne vem, kaj pomeni Wi-Fi, ampak prodali so mi ga. To ni fajn. Za razliko od pralnega stroja, kjer bi pravzaprav to delali. Ne? Pri telefonu to ne dela. Za hec, kako bi tej gospe prodali pameten telefon? Na katero forum? A vam dam hint, malo vnuke. Ja, otroci bojo lahko igrali z igricami. To je recimo en od načinov, na kaj ona lahko dela. Se pravi, feature, overbuying feature bo pa prišel prav nekomu drugemu. Na to dela Jožica. In naslednji, ki pa je v bistvu čist drugačen, je pa ponovadi Infowar. On že ve, kaj hoče. Je naredil nalogo, domačo, prečekiral spletne strani, to so ljudje, ki so sposobni jeti na forume, pa brati recenzijo o najnovejšem Galaxyju ali čemarkoli že je. Imajo, ne vem, ljudje, ki berejo v spletne strani, kjer se objavljajo sneak preview, to novega iPhona ali nekaj v tem stilu. Skratka, vedo, kaj kupujejo njim in rabijo eksperten nasvet. Za njih ni nasvet, njihov nasvet je, recimo, za njih tipičen nasvet je, če boš uporabljal Bluetooth pa Wi-Fi, ima tale boljšo baterijo, bo dalj časa zdržal, tale pa manj časa. Spravi, neke zelo tehnične zadeve, ki govorijo o kombinirani uporabi featurejev, ne pa samo po sebi, ja, telefon ima Bluetooth. Ja, valjda vem, sem se že vse naučil, preden sem k vam prišel. Ne. Skratka, njih lahko z nečem, pravzaprav, kar se jim zdi zelo samo, kar se jim bo zdelo samo po sebi umevno, da jim govorimo na samo posebne stvari, jih pravzaprav na nek način rečemo temu užalimo. Nastopamo podcenjujoče po njihovi oceni, ne. Ker pač ljudje smo pač taki, mislimo, da kar žarimo svoje znanje. Zelo so zainteresirani za pakete z podatki, s prenosom podatkov. Najnovejši teli paketi z neomejenimi podatki, oziroma so pravzaprav čist tipičen produkt
ki je namenjen za njih. In če bi se pri Jožici pri besedi gigabajt lahko zgodilo že, spet preveč kupujem, ne, to je pa nevaren, ne, je tle seveda treba biti zelo natančen in zelo fokusiran in čim več takih informacij dati, kajti pravzaprav infovori so resni konzumenti date, najbolj resni od vseh arhetipov, ki jih imamo. Oni pravzaprav so tisti tudi, ki so prvi počnejo najrazličnejše stvari, ki so še do nedavnega zaradi mene izgledale skoraj blasfemične na telefonu delati, gledati fuzbalsko prvenstvo, ja, ne, na telefon, nekje, to je tipičen segment. Ok, torej, tako izgledata ene dva primera, dveh segmentov in vmes so seveda stvari strukturirane. Ne. Vsak segment, pravzaprav, če gremo od safe playerja do infovora, potrebuje mačkam bolj natančne informacije, manj jih je strah overbuyinga in večje zanimanje pravzaprav kažejo za dato, če tako zdaj zelo poenostavim. Kot so se že pogovarjala prele, verjetno čas za kakšno bolj specializirano delavnico, da čisto posebej pogledamo. Tako da s tem jaz pravzaprav na nek način zaključujem. Prihodnost je, da se ponudba in seveda tudi komunikacija prilagaja segmentom tem uporabnikov in pa, da je celoten customer journey vsakega segmenta seveda prilagojen njemu. To pa mislim, da je daleč največji challenge, torej kako početi nekaj, kar je v osnovi moramo standardizirati, pa hkrati imeti dovolj prostora za to, da to standardizirano procesiranje naše storitve prilagodimo posameznemu segmentu in mislim, da se bomo okrog tega vrteli v prihodnosti. Tako da z moje strani najlepša hvala za vaše potrpljenje. Hvala. Ok, zdaj pa čas za vprašanja. Kar kdo hoče. Ja, ti si. Lahko mogoče par slajdov nazaj, tam, kjer razlagaš touchpointe in ja. delca. Evo. Tam, kjer govoriš o paradoksu med tremi segmenti glede na spletno stran. Mi smo pred kratkim lansirali novo spletno stran, ki jo poznaš z integrirano spletno trgovino. Mogoče imaš kakšne reakcije teh treh segmentov, ki mi je to pomemben. Kako bi lahko odreagirali na to, kar smo dali ven? Lahko rečemo, da recimo EasyLiferju bi hotel imeti res dejansko paket podpel, ne? Skratka, neč preveč razmišljati, pogledati na dno, na desno stran menija, pa to. Medtem ko sploh infovori bi si pa že znali sami sestavljati paket, ne? To bi bil njihov domet, ne? To bi bila njihova želja, ne? Da dajo vsazga nekaj, skratka, čim več lastne volje in interaktivnosti, ne? Je pa zanimivo, da je decision support, ne? Je sicer trendov, ki tle niso zraven zelo napisane, ampak se pravi, to, kar je zdaj že doskratna primerjava, ne? Večjih izbir. To je recimo nekaj, kar je zelo fajn za praktično vse segmente, profesionalce, trendovke, tudi EasyLiferji so taki, ki bi recimo rekel, radi videli, jaz bi pa izbral to ali to, zdaj mi pa ti povej primerjavo tega, kar sem jaz izbral. Ne vem, če sem ti kaj odgovoril, ampak imajo tak pogled na to vrstne nakupe. Ne. Okay. Še kakšno vprašanje? Ja, mene pa zanima. Prosim. Obstajajo tudi mešance, ali se da vse predalčati, če lahko povedali 7 skupin? V bistvu obstajajo na nek način, jaz nisem sicer posebej izpostavljal. Začetnike smo mogli razdeliti pravzaprav na dva subsegmenta, starejši in mlajši, pravzaprav smo šli kar po letih.
Malo zato, ker so noter med začetniki, safe playerji, mladi, ki pravzaprav vstopijo na trg mobilne telefonije, so ponovadi prepaidovci, pa starši so odzadaj, pa niso tako, tako samostojni, pa pač seveda zaradi same dinamike prepaida. Drugače, govorimo seveda o arhetipih. Ne? In verjetno v realnem življenju čisto točno tipičnega takega človeka težko srečate, pa mu date roko. Ne? Tako da vsak od nas je pravzaprav malo tega. Ne vem, koliko sem vam kaj natrosil, ampak po mojem se najdete v večjih segmentih, če se najdete samo v enem kapo dol. Govorimo pa seveda o tem, da je to tisti del približka, kakor ga pač mi lahko damo na mizo, ki je še operativen. Ne? Ker več, bolj, bi drobili, kot sem rekel, idealna segmentacija ima 2 milijona segmentov, ne? Sem potem bi mi do jutri zjutraj tlele spremljali vse segmente. Tako da načeloma pa velja, ne, da saj mi pravimo, da so te dva segmenta predstavljata lahko eno celoto, se zelo prepletata, potem profesionalci in trendovki se zelo prepletajo in seveda te dva segmenta, ki sta zelo data driven, lahko tudi rečemo, da imamo 3 skupine na nek način. Ne. Tako da, kot je pač vsaj v sociologiji pravijo, v naravi čistega tipa ni, ne, mislim, Keith Richards, ja, lahko srečamo, ampak v resnici je pa zelo težko. Ampak načeloma so pa kombinacije ponovadi narejene 2-2-2, tako nekako, da je. Kot rečen, prve 2 segmenta si najlažje predstavljamo tako, da so to pač klasični telefonisti z SMS-om, zadnje 2 segmenta so zelo data-driven in sta tiste 2, ki pravzaprav poganjata vso to zgodbo z dato, medtem ko so v sredini nekako še mučkan stare šole, kar se tiče telefona, in malo vendarle kukajo že v dato, ne, in z dato povezano uporabo mobilne telefonije. Mislim, da je bilo prej omenjen nekaj povezave s tem recesijo, pa potem najlažje sledijo ljudje prenosu podatkov. A je v zadnjih letih še kakšen tak trend oziroma skupen imenovalec za opaziti povezave, mogoče recesija, spremenjene navade? Ja, ta ni ravno vesel, ne. Pač prav, da ljudje, ko začno ekonomizirati v mobilni telefoniji, se recimo odpovedo dati, ne. To se mi zdi en hecen trend. Je pa res, da je ta trend ustavljate vi sami, ne samo vi vsi mobilni, ampak vsi ostali ponudniki tudi, kaj ti data je zmeri cenejša, ne, če jaz prav razumem dogajanje. En od trendov, ki je za nas zelo zanimiv, je penetracija pametnih telefonov, kakor vem, se sploh ne vem, no, mislim, da je 80 ali koliko odstotkov je smartfonov danes novih prodanih, ne. Vemo pa, da pravzaprav jih pa vendarle še zmeri bistveno manj, kot jih je na trgu ali pa kot jih je dejansko uporabljajo vse svoje funkcije, ne. Tako da tle je ena od stvari, ki je, zato sem tako poudarjal tale overpaying, no, ta strah pred tem, da bi kupili kaj, kar v bistvu sploh ne rabimo, je sploh pri safe playerjih zelo prisoten, ne. Se mi pa zdi, da je en dodaten trend, ki je zelo zanimiv, rad v zadnjih letih spad, če temu tako rečemo, ikone Appla, s tem, da Apple seveda ni več to, kar tak gospodar trga teh pametnih telefonov, kot je še bil pred leti, je, da se neka socialna funkcija, v tem smislu, da pokaž mi telefon, ki ga imaš, pa ti povem, kdo si, ne, da ta je pa zelo v zatonu, ne. A gre to zraven tudi s tem, da ni več socialno sprejemljivo se hvaliti za, ne vem kaj, predobrimi oblekami, brendi in nekaj v tem stilu, pač da smo ratali ena malo manj potrošniška družba, to zdaj ta trenutek niti ne znam povedati. Ampak ja, glavni trend, saj po moji oceni, ki se dogaja, je, da pameten telefon sam po sebi še ne pomeni, da bo nekdo takoj začel dato uporabljati. In kljub temu, da je data pravzaprav najbolj dosegljiva, kot kadarkoli je bila, še zmeri predstavlja tisti delček ekonomiziranja, ki si ga ljudje najprej pravzaprav zamislijo, ne. Ker pol naslednji korak je pa samo še Bob ali pa kaj takega, ne, če prav razumemo, kakor spremljamo tele migracije, ne. Ko enkrat padeš ven iz klasičnih price planov, velikih operaterjev, potem greš samo še lahko v to zgodbo. Tam pa, kakor vem, date prav do zaenkrat ni, ne. Čeprav se bo tudi to spremenilo, ne. Ja,
Dosti je ni, ampak se bo pa zdaj začel spreminjati, ker če je Big Box začel, potem bojo malo še vsi ostali. Vsaj ponovadi je bilo tako. Strah pred overpayingom je bilo nekaj, kar ste opozorili kot tipično za našo branžo? Ja, tipično, zato sem vam povedal primer za belo tehniko, kjer overpaying, se pravi, naprave ima več funkcij, kakor vem, da si jih bom rabil, je pravzaprav plus. Pri vas, zdaj pa govoriva seveda o tem segmentu, o segmentu safe playerjev je to prisotno. Ostali segmenti so že bolj naravno, ker se tega obnašajo, pa imajo kako bi rekli Srbi, od viška glava ne boli, nekaj v tem stilu. Ampak pri safe playerjih je pa to zelo pomembno. Pa kaj mi bo to, tega jaz ne rabim, zato moram pa zdaj toliko plačevati. Tak nek link in logika. In kot sem že rekel, tudi če je cena aparata, ki nima featurejev, ki jih oni ne rabijo, višja ali pa enaka temu, se pravi, da v bistvu v resnici dobijo več, je še zmeraj slab občutek. Občutek, da kupujejo preveč. Zdaj, segment je načeloma najstarejši, tako da ja, s časoma se bo spremenil, gerontologija dela svoje. Ja. Bo pa zanimivo gledati, kaj se zdaj dogaja, recimo podobno kot se na področju interneta, ki je pač koliko je v Sloveniji 15 let starejši od mobilne telefonije, 10, mogoče pretiravam, ali pa računalnikov nasploh. Pred leti je pravzaprav šla v pokoj, če hočete, prva generacija, ki je že imela neki računalniške socializacije skozi firmo. Zdaj, tle ste sami taki, ki ste verjetno že skozi. Ampak na računalniku. Jaz se še spomnim cajtov, ki je bil pisalni stroj. Ampak skratka, mislim, da se bo podobno zgodilo. Da se bo podobno zgodilo, ko bo ta neka generacija šla ki je zdaj aktivno zelo mobilna, se bo seniorski segment zelo spremenil. Zaenkrat so pa to še vedno, tudi sicer že govorimo o velikih izjemah, ja, lahko, ampak seniorska populacija zaenkrat še vedno ta prispodoba za, to je telefon, kakor ga imam doma, sem, da ga imam lahko v žepu, pa nese dalj kot tistih 200 metrov, ali kako že sicer, ali 100 metrov nese sicer navaden fiksen telefon, ki ga imaš. Se pravi, grem lahko tudi na tržnico, ne samo na vrt, nekaj v tem stilu. Zdaj malo karikiram, ne me narobe razumeti, ampak hočem pa reči, da se bojo safe playerji, da sicer globalno gledamo v tržnih raziskavah, če tako rečemo, da so seniori po svoje najbolj obetavna in prezrta ciljna skupina. Po vseh trgih, ne sem tudi v Sloveniji, mogoče še manj, na zahodu ugotavljajo, da je to pravzaprav ciljna skupina, ki je lahko visoko lojalna, ki ima razpoložljivega dohodka, kljub nominalno nižjim dohodkom, ker pač niso več delovno aktivni, imajo pa zato razpoložljivega dohodka bistveno več kot katerakoli druga skupina, se pravi, nimajo kreditov, nimajo ne vem kaj, otroci so že šli iz hiše in tako naprej, imajo razpoložljiv dohodek bistveno večji in za njih bo treba seveda marsikaj narediti. Ena od priložnosti je tudi tle na slovenskem trgu in se odpira v kontekstu tega, da seniori niso več karikirana, ta zgodba, ki jo jaz govorim, imaš enostaven telefon, pa porabljaš voice pa SMS, ampak bojo seniori zahtevni infovori ali pa netizeni, se pravi, ljudje, ki bojo hoteli biti s svojim telefonom skozi online in skozi povezani. Imate pa še en podatek? Ne vem, če imamo začetnika, pa gre v profesionalca. Koliko časa traja, ne vem, da se prestavi? To je pa tricky question. Mislim, da je dinamika bo... Mislim, da, ne vem, Tamara pomaga, smo kaj dinamiko kdaj gledali, nismo, ne? Včasih bi začetniki na tem nivoju, so začetniki na tem nivoju. Tako je. Je mogoče in začetniki vemo, da uporabljajo že. Je pa ponavadi, če jaz prav razumem tudi podatke, ki jih dobimo od vas, točka preloma je zmeri nov telefonski aparat oziroma konc bindinga. Takrat je tista neka priložnost, da grejo. Tako da ne gre, da je tukaj zdaj zelo neka velika razvojna doba, da ti moraš pa zdaj x let biti.
včasih je lahko nekdo zelo hiter, ne, gre v drug segment. Še posebej, če se dogaja v tehnologiji neke prelomne stvari. Ne. Ko so prišli te prvi pametni telefoni, vam se je to na hitroco naredilo. Ne. Zato je včasih človeku žal, da ni Apple več toliko močen, ker je naredil ta bas, je naredil ta trend. Ne. Samsung tega ne generira v tej meri. Ampak še zmeri, ko je nek item, ki wanna have item, no, kakor je bil to prvi iPhone, oziroma kako so bili iPhoni na začetku, to zelo pospešijo. No, saj sami veste, da so ljudje upgradeali, čim so mogli in šli stran. Ni pa, da bi človek rekel, ok, zdaj začetnik moraš biti 5 let, ne, pa boš pa kaj več. Razen seveda v skupini začetnikov, ki so izrazito mladi, ne, ampak to poznamo. Ne, skratka, najprej kaj do 12-14 leta so po možnosti prek staršev na čemarkoli, pogrejo po vrtu paket in tam že potem zelo hitro ratajo lahko ali netizeni ali pa infovori. Ne, tukaj. Sam to je bolj povezan skratka z življenjskim ciklom, ne, uporabnika, se pravi njegove starosti in nekih teh socialnih šolskih funkcij, kakor pa s tem, da bi per se nekdo mogel biti toliko časa v posameznem gnezdu. Ampak ne... Takoj. Skratka, zunanji triggerji so zelo pomembni. Ja. Ja, tako dejansko pospešimo način uporabe z vsemi ulicami, kot takim zdaj ne širimo obzorja in naučimo stvari uporabljati. In to potem pomeni, da pohitrimo prehod v višji segment. Tako. Začetnikom treba telefone menjati na let. Ali pa povabiti pa vnuke navdušiti, da naučijo uporabljati. Ja. Električni pastir zmeri dela. Ok. A še kakšno vprašanje? Ni? Pa boš zaključila. Super, Janko, hvala lepa. Hvala vam. Zanimivo. Naslednji teden malo povziramo in se vidimo potem čez 14 dni v četrtek, ko bo z nami David Rozman, ki bo razmišljal o tem, ki se sreča ta digitalna transformacija in izkušnja. Se vidimo. Hvala. To sem zdaj naredil. No, sem bil še